Si se že kdaj počutil ali pa počutila, da vse daješ od sebe na družabnih omrežjih, potem pa ničesar. Še vedno nimaš dovolj strank ali pa konsistentnega dotoka, mogoče celo pričakuješ kakšne komentarje, všečke, pa tudi tega mogoče ni toliko, kot si želiš. Zdaj, lahko pa ti povem, da obstaja drugačna pot. Ne govorim, da ne smeš uporabljati družabnih omrežij, ker so lahko super v vsakem poslu. Obstaja pa sistem, ki lahko namesto tebe dela tudi, ko si ti mogoče na kavici. In v tej epizodi ti pokažem ravno korake, kako lahko narediš takšen organski svoj lijak popolnoma brezplačno in ti bo pridobival in ogreval tvoje stranke. Tudi takrat, ko ti ne delaš. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev, celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Zdaj, če poslušaš to epizodo podcasta, potem se verjetno najbolj večkrat ali pa pogosto znajdeš v tem, da zasleduješ všečke ali pa da ustvarjaš in res vso svoje srce zliješ na družabna omrežja in slediš vsem algoritmom, kaj narediti, trikom, kaj bi še povečalo tvoj doseg, kaj napisati, da bo sploh kakšen odziv in tako naprej. In največja napaka, ki jo vidim, bom rekla kar prevečkrat, sploh pri tistih, ki so na začetku poslovne poti, je, da svojo prepoznavnost oziroma pridobivajo stranke samo na družabnih omrežjih in vse karte stavijo samo na družabna omrežja. Zdaj, seveda, popolnoma razumem zakaj, zaradi tega, ker je to mogoče brezplačno, mogoče, ker je zelo dostopno in ker mogoče tudi je tako, govorijo, vsi to delajo ali pa to moraš imeti in tako naprej, ampak v resnici staviti vse pridobivanje strank in vse to, kar počneš samo na en sistem, ki ni v tvoji lasti, je lahko za tvoj posel sploh dolgoročno zelo, zelo nevarno. Po mojem mnenju pa je to tudi sistem, če delaš samo na družabnih omrežjih, ki je lahko čudovit, ampak je tudi precej neučinkovit, če nimaš podprtega še kakšnega drugega sistema. In kaj se ponavadi potem vidim? Da prihaja do izčrpanosti, nimajo postavljenega dolgoročnega sistema ali pa kakšnega drugega, kar pomeni, da so popolnoma odvisni. Ti podjetniki pa podjetnice, ki stavijo vse samo na družabna omrežja, so popolnoma odvisni od algoritma, od drugih sistemov in tako naprej, kar je seveda zelo, zelo nevarno tudi za sam posel. Potem seveda izgubijo tudi lahko tiste, ki jih mogoče prvič vidijo, pa grejo mimo njih, se pravi, izgubljajo tudi vse te hladne skeptike. Težko je tudi meriti, kaj deluje, kaj ne deluje, segmentirati občinstvo in tako naprej. Skratka, običajno, kaj najbolj pogosto vidim, je to, da pride do preobremenjenosti, ni pa tistih, kako bi rekla, strank ali pa dotoka strank ali pa ne pozna se na TRR ali pa rezultatov, ki bi si jih želeli. In verjetno poznaš ali pa si že slišala, ker je bilo en čas kar nekaj zgodb teh o influencerjih, in verjetno si že slišala za kakšnega influencerja oziroma vplivneža ali pa vplivnico, ki ima mogoče res ogromno svojih sledilcev, potem pa je lanciral mogoče kak svoj produkt ali pa kakšno svoje podjetje, ponudbo, storitev, izdelek in ni bilo dobenega nakupa. Ali pa res bilo minimalno. In seveda, to se lahko zelo pogosto zgodi, ker staviti vse samo na družabna omrežja je lahko nevarno. In po mojem mnenju je to zelo velika napaka, ki jo delamo podjetniki pa podjetnice. Če se med njimi, potem seveda te povabim, da se mogoče odpreš za kakšne druge informacije in da zgradiš si še kakšen drug sistem. Danes želim s tabo deliti posamezne korake, da lahko zgradiš v bistvu svoj organski kanal ali pa lijak, ki bo naravno v bistvu kot magnet pritegnil tvoje daljne stranke in jih potem tudi naravno peljal v nakup, brez kakšnih tistih čudnih prejemov ali pa manipulacije ali samo tistih sporočil kupi, pa vsiljivosti in tega, ampak bo v bistvu res čisto naravno lahko pelje tvoje nove ljudi ali pa hladne skeptike do navdušenih strank. In kaj je pri tem tudi ful lušno, da ko enkrat imaš ta sistem, ne potrebuje več tvoje pozornosti. Ker
kar pomeni, da deluje na avtopilotu 24 ur na dan, 7 dni v tednu, tudi če je prazniki, tudi če greš ti na morje, na dopust ali karkoli, ta sistem seveda deluje. In kaj to pomeni? Da v bistvu postanemo, ko imamo tak sistem, neodvisni od algoritmov, da nam je vseeno skoraj lahko, kaj se na Facebooku dogaja, kakšen je doseg na Instagramu, gradiš svojo bazo, ki je v tvoji lasti, kar pomeni, da je tvoj posel bolj stabilen in pa bolj varen, imaš avtomatsko prodajo, redno gradiš odnose, brez da si nenehno ustvarjaš nove vsebine, ne izgubljaš hladnih skeptikov. To je zelo, zelo pomembno, ker mogoče bo na družabnih omrežjih recimo nekdo videl tvojo objavo in če ne bo kliknil follow ali pa sledi mi, smo tega človeka izgubili. Tukaj pa ga v bistvu ohranimo lahko s tem sistemom, ohranimo v svoji bližini, tudi če še ni dovolj ogret, da bi pač naredil naslednji korak, ali je to, da se nam pridruži ali pa tudi nakup. In seveda zelo pomembna točka, ki mislim, da bi bilo boljše, fajn, da se več govori o njej, je tudi to, da daješ vrednost tudi tistim, ki mogoče niso čisto tvoje idealne stranke ali pa še ne morejo se te recimo privoščiti. In da v svetu brezplačno, brez da se ti izčrpavaš in razdajaš, daješ ogromno vrednost in kot jaz rada rečem, čeprav vem, da se sliši ful podcukrano, da v bistvu delaš naš planet ali pa naš svet vedno lepši, ker verjamem, da si za to oziroma tudi za to na svoji verjetno poslovni poti. In zdaj torej, kaj so tisti glavni koraki oziroma kako postaviti ta sistem? Jaz temu rečem, da je v bistvu fajn, da imamo torej ta sistem, je mogoče že zelo poznan, ampak ga podjetniki pa podjetnice ne razumejo čisto dobro, v tem smislu, da bi v bistvu res deloval, ko bi rekla, da bi deloval na avtopilotu, potem pa vzamejo mogoče samo kakšen košček, ki ga slišijo, kaj se naredi v tem lijaku, nimajo postavljenih ostalih korakov in seveda to jim potem ne deluje. Zaradi tega greva zdaj po korakih, kako torej ustvariti taki organski lijak, kjer se tvoja idealna stranka jo najprej sploh pritegne, potem ji podariš brezplačno neko darilo v zameno za njene kontaktne podatke in jo potem naravno ogrevaš, ji daš ogromno vrednosti, jo navdušiš in naravno vodiš v nakup. In marsikdo reče, ja pa Maja, saj tukaj pa nimamo kaj vedeti, saj to je pa čisto preprosto, saj se vidijo vsi koraki. Ni čisto tako, ker ravno tukaj je v bistvu razlika, ki dela med tem, ali bo tvoje darilo pridobivalo stranke ali samo bo. In glavna razlika med tem navadnim freebijem, darilom, lead magnetom, odvisno kakor želimo to prevesti v slovenščino, je v tem, da je v bistvu darilo 2.0, kot ga jaz poimenujem, ali strateško narejeno, napredno darilo, tisto, ki vodi torej naravno v nakup in tudi pridobiva stranke, medtem ko je naravn ta klasičen freebie, recimo ta PDF, ki ga dobijo, je pa v bistvu bolj sam sebi namen, mogoče z njim lahko se poveča mailing lista, ne vodi pa nujno v prodajo. Zakaj? Kaj je glavna razlika? Je pa strateški pristop oziroma načrt oziroma strategija. Pa gremo kar pogledat, kaj so ti koraki. Prvi korak je torej strateško načrtovanje darila. Velikokrat vidim, da podjetniki pa podjetnice kar skočijo pa rečejo, pa sej jaz imam tam še en video, ki ga že imam posnet, ali pa tam imam en PDF, ki ga lahko dam brezplačno, pa bo to moj darilo. In potem to objavijo, mogoče se jih veliko prijavi, ne pride pa potem do nakupov in potem sledi razočaranje. Zato ti svetujem, da seveda lahko tudi uporabiš, kar že imaš, ampak najprej poglejmo, kaj je v bistvu sploh pri načrtu tisto smiselno, da bo tvoje darilo, ki bo potem sploh vodilo v nakup. Tukaj je bistvena razlika. In tukaj je pomembno, da se vprašamo torej, za koga je to darilo, kateri problem želim rešiti. Ker je to brezplačno, ker je to mini darilo, bi moralo biti tako zelo mini oziroma tako zelo specifično, da reši res en pereči problem, ki ga imajo tvoje idealne stranke, torej ga reši, da dobijo vrednost. In vrednost ne pomeni, da bodo gledale 5 ur webinarja ali pa videa ali pa treninga ali kaj takšnega, ampak torej en mini problem, ki ga zatem, ko se prijavijo, tudi rešijo. In tretje, verjetno najbolj pomembno vprašanje, ki pa je, da si ga tukaj pri strategiji načrtovanju zastavimo, je, kaj želimo s tem darilom prodati. Idealno je, da je vsako darilo skreirano, torej točno za določeno ponudbo. Zdaj, če imaš ogromno ponudb, potem imaš tukaj verjetno tudi odgovor, da ali zožaš svojo ponudbo, ali pa če pač imaš dovolj prostora, da začneš graditi tudi darila, oziroma seveda obstajajo tudi darila, kot so recimo kvizi pa podobno, ki lahko tudi segmentirajo oziroma dajo torej naše idealne stranke v prave predalčke. Ampak tukaj je zelo jasno, moramo vedeti, katero
darilo oziroma katero ponudbo želimo prodati. In potem velikokrat dobim še vprašanje, ok, Maja, a lahko dam tukaj več ponudb? Lahko daš, ker je tvoj posel, ker je tvoje darilo. Jaz ti pa definitivno ne priporočam. Zakaj ne? Zaradi tega, ker bolj ko smo fokusirani, razen če je res zelo enako, pa je mogoče samo mičkeno drugačna ponudba, potem je seveda vprašanje, je sploh smiselno, da imaš dve ponudbi, ampak načeloma je idealno, da vodimo v eno rešitev oziroma v eno ponudbo. Drugo, zdaj, ko imamo načrt, potem izberemo format tega darila. Tukaj, kako zdaj izberemo formata? O čem govorim? Ali bo to PDF, ali bo to video, ali bo to trening, ali bo to audio posnetek, ali bo to kakšen checklist. Skratka, tukaj imamo cel kup možnosti, kakšen je format in kateri format izbrati, je odvisno od tvoje idealne stranke in pa od tega, kako ji lahko zdaj ta problem, ki ga rešujemo s tem brezplačnim darilom, kako lahko najhitreje ji poskrbimo, da bo prišla do te rešitve. Če je to preko videa, potem je lahko to video. Če bi bilo najhitreje, da bi bil video pa zraven še mogoče kakšna komponenta, potem je to. Se pravi, format torej izberemo glede na to, kako bi najhitreje prišli do rešitve tega problema in kdo je tvoja idealna stranka. Zdaj, zakaj kdo je tvoja idealna stranka? Če je to, ne vem, mogoče mlada mamica, ki nima niti 5 minut zase, potem verjetno ne bo najbolj smiselno, da ji posnamemo 3-urni video, kako poskrbeti zase. Ali pa delimo, ne vem, vajo, ki vzame ji 3 ure ali pa kaj takšnega. Skratka, izberemo torej najbolj primerni format za naše darilo. Potem pa je šele čas, da začnemo ustvarjati to darilo. Seveda, pazimo tukaj, da vse, kar smo načrtovali, zdaj tukaj torej pripravimo, da je naše darilo pripravimo. Če smiselno, lahko uporabimo že kaj, kar imamo že na voljo, kar že imamo mogoče posneto, drugače pa je fajn, da torej res ustvarimo tisto, kar zares potrebujemo oziroma kar smo načrtovali. In tukaj so lahko torej različne komponente, lahko je PDF, pa zraven video razlaga in tako naprej. Skratka, kako bi v bistvu poskrbeli, da tudi ta naša nova stranka oziroma ki se prijavi na darilo, tudi lahko najlažje in najhitreje konzumira to darilo. Zadnjič recimo v mojem legendarnem sva z eno stranko in sem ji recimo svetovala, da kar ima eno video darilo, da zraven naj pripne še audio za vse tiste, ki mogoče ne bodo videa morali gledati, pa bodo šli na sprehod ali pa med kakšnim delom, da bodo lahko to tudi poslušali. Kaj zanjo pomeni minimalno dela, ampak veliko večja vrednost in pa veliko večja tudi sama percepcija vrednosti tega darila in pa hkrati tudi večja verjetnost, da bo nekdo konzumiral to darilo. Ker to je v resnici naša ideja oziroma naša želja, zakaj imamo darilo, da ga potem tudi torej uporabijo oziroma konzumirajo. Ok, in zdaj smo na točki, ko imamo torej darilo in pripravimo vsebino za prijavno in pa zahvalno stran. Torej, kaj napišemo? Pomembno je, da si tukaj res premislimo, kaj bomo dodali na to prijavno stran in pa tudi na zahvalno stran in kako je lahko mogoče že na zahvalni strani damo tudi kakšno ponudbo. In prodajna stran oziroma landing page ali pa kjer se prijavijo, ne zanemarjati. To velikokrat vidim napako, da to je pa brezplačno, ne rabim namenjati neke pozornosti in pisati po vsebine, ampak v današnji poplavi, ko je že tako toliko vsebin, je to v bistvu eden zelo, zelo pomembnih tudi korakov. In potem seveda, ko imamo zapisano vsa to vsebino, jo je potrebno tudi oblikovati. Zato, da je torej privlačna, da je lahko berljiva, da je lepo organizirano, da je tudi vizualno, če nekdo preskenira stran, prijetno in da bo v bistvu maksimizirano za našo konverzijo. Da imamo dovolj klicev k akciji, da imamo tudi, če imamo neke virtualno darilo, torej elektronsko darilo, da ga tudi primerno predstavimo, da si ga ljudje lahko tudi predstavljajo. Ker lahko naredi veliko večjo konverzijo tudi pri tvojem darilu. In pa seveda zapišemo potem sekvenco e-mail sporočil, ki vodijo v prodajo. To so v bistvu sekvenca, kjer delimo mogoče lahko svojo zgodbo, oziroma bom tako rekla, da je strateško pripravljena oziroma spisana, da najprej torej konzumirajo darilo, se fokusira nekaj mailov na to, potem pa, ko ga konzumirajo, naravno vodi tudi v nakup. In seveda, zdaj imamo darilo, pa sekvenco, pa vse pripravljeno, je pa potrebno še lansiranje. Marsikdo tukaj izpusti žogo oziroma reče, pa saj to je brezplačno, je objavljeno na moji strani, ali pa dajo eno objavo na družabna omrežja in to je to, ampak ni dovolj samo ena objava oziroma pač lahko je, ampak jaz bi definitivno priporočala, da ko imaš takšno super darilo, ki veš, da pomaga in rešuje en specifičen primer, da za njega izve čim več ljudi. Zato tukaj v bistvu organiziraš celotno lansiranje oziroma promocijo darila, ki res, da bodo vsi okoli tebe govorili še samo o tem darilu. Predzadnja točka je potem diagnosticiranje šibke
druge točke procesa, torej da celotni proces še diagnosticiraš in ugotoviš, kje mogoče ti toči še tale tvoj proces in ga seveda potem izboljšaš. In zadnji korak, kot sem že omenila, pa je seveda optimizacija. Optimizacija tistih šibkih točk, da zakrpaš tiste luknjice, ki mogoče so še in bodo tudi potem še bolje delovale, tako da ti v bistvu ta lijak, ko ga enkrat optimiziraš, tudi sam deluje. Zdaj, jaz razumem, da je mogoče veliko informacij, ampak Maja, kako napišem maile, kako naj postavim spletno stran, oziroma tudi če nima spletne strani, kako pa takrat, in vse te vprašanja, kako oblikujem, kaj napišem na družabna omrežja in vse to, popolnoma te razumem, kako lansirati, zato sem ti pripravila tudi paketek Darilo 2.0, ki ga lahko v bistvu do njega dostopaš na spodnjem linku, pa se vidimo tudi kasneje. Upam, da zgradiš res en taki lijak, ker to je ena super investicija časa, ki se ti bo potem nenehno tudi povračala. Uspešno in srečno, pa se vidimo naslednjič. Čau! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast v najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.